Očitno imam zafilan telefon, samo 20 minut posnetka mi je dovolilo. Bom pa nadaljeval, jaz mislim, da bom to v enem delu posnel, očitno bo pa to še vsaj en del, če ne celo 3 deli, še 2 dela mogoče. Zato, ker je argumentov, ki jih bi moral dati vsem tistim jungovcem, ki boste rekli, da sem premalo argumentov navedel, zakaj jungovska psihoanaliza ni ok, bom mogoče posnel pa celo 4 dele, ne? Prvotno imam v mislih 3, tako da bom nadaljeval. Naj pa povem, da tista ženska, ki je sodelovala z Johnom Bowlbyjem, se prej nisem spomnil, je Mary Ainsworth, ameriško-kanadska psihologinja, ki sta delala skupaj z Johnom Bowlbyjem to teorijo navezanosti, ki se seveda popolnoma sklada z vsemi temi Freudovimi nastavki. Jung se je pa preveč oddaljil od Freuda s to svojo parapsihološkostjo, ki zdaj predstavlja fundament za vso šarlatanstvo, ki se je napletlo na Jungovo psihoanalizo. Freud je bil malo jezen, motila ga je ta ezoterika, transcendenca, parapsihološkost, ne. Vse to je zelo trhlo, neznanstveno, povsem nedokazljivo in to je Freuda motilo. Je pa všečno, ne, tako, vsak, ki se bere ali pa sooča nepripravljen, premalo ve z Jungovo psihoanalizo, ne, ki ne bi smela imeti izraz sploh psihoanaliza. Zapopade to, ne. Freud je bil skeptičen, Jung se je pa, rekel, kaj v hrbet mu je skakal Freudu s temi svojimi nebulozami, to svojo parapsihološkostjo, verjetno v nezavedni želji, da bi premagal očeta, torej Freuda, ga preseči in potem je iskal te senzacionalizme, ne, te neke všečne, ne bom rekel, da teorije zarote, ampak Jungova psihoanaliza funkcionira kot te teorije zarote, znanih teh zarotnikov, ki iščejo na vsak način adrenalin, senzacionalizme, imajo tako rekoč, mislim na zarotnike, nanašalne blodnje, polni so kognitivnih disonanc. Freud je vse to razložil, te teorije zarote v 2 spisih, 1907 pa 1908, je ta 2 spisa objavil. Jaz sem teorije zarote razložil, ampak ne pridem v nek medijski eter, da bi to odločno posegel v teorije zarote, ne. Grušovnik je vodilni, jaz pa ne smem skozi Freuda razložiti, v čem je fora teh teorij zarote. Ampak tudi Freud, torej Jung je imel neke nanašalne blodnje, tako rekoč, ker dodajo ene stvari, tako v objemu, rekel sem že, nekih nezavednih idej, da bo presegel očeta Freuda, pa mu to po mojem videnju seveda ni uspelo, po videnju cele svetovne javnosti akademske, ne. Se je pa Jung ustoličil kot nek guru, ki funkcionira zdaj kot tam imaginarni vodja, tam nek umrli oče in vse te jungovske šole funkcionirajo kot neka verska sekta, ne, pa imajo potem svoje guruje, ki se naučijo starega Junga na pamet, ne, in dodajajo še nebuloze drugih jungovcev, ampak to ni več psihoanaliza. Zdaj to, da bi bil Jung, seveda je eden od pionirjev talking cura, ne, to bi držalo. Takrat mladi Jung je bil dober, ne, vendar se je prevečkrat spozabil, ne, v seksualnem smislu, je podlegel kontratransferju. Freud ga je
svaril pred kontratransferjem, ker je imel svojo pacientko mlado Doro Ido Bauer, ko se je njemu zgodil ta kontratransfer, ko se je tako rekoč zaljubil svojo pacientko, ona ga ni šmirgljala, je Jungu govoril, ko mu je leta pisal, ne, češ, zaljubljen sem v pacientko, ne. V filmu Nevarna metoda, to krasno, je krasno prikazano, jaz sem ta, ne vem, 5krat gledal ta film, ne. To so spolzka tla, kontratransfer je božji bič, ki vseka tiste najbolj zagnane psihoterapeute, ki bi tako zelo radi pomagali, in potem se tudi psihoterapeuti čustveno navzamejo nekih svojih nezavednih čustev do mame ali pa do tistih varušk, sester, ki so mu pestrile življenje, ko je bil otrok, ne, in potem se zaljubljajo v svoje mlade, predvsem mlade pa lepe pacientke, ne, in to boli, ker tudi jaz sem že imel te prebliske, ampak sem to opažal, in ta transferna zaljubljenost, kot se reče, je omamna za pacientke, še bolj pa za psihoterapevtke, torej tudi psihoterapeutke, ki imajo všečne z denarjem naloadane paciente, in potem se razdirajo zakoni, se ločujejo, psihoterapeutke se ločujejo, pa tako naprej. Tudi psihoterapeuti imajo povsod po svetu svoje žene, ki so bile najprej njihove pacientke, ne, pa se ločijo, pa tako naprej. In Jung je prevečkrat podlegal, ne samo tej Sabini v tem filmu iz 2011, Nevarna metoda, je to krasno predstavljeno. Jung je seksal z mnogimi svojimi pacientkami, ne, in Freud mu je to očital. Danes zgubijo licenco, ne, tako rekoč uradno, ne, to se ful skriva. Sopranovi je ta nadaljevanka je prikazala ta fenomen, ko se je psihoterapeutka zaljubila, on pa v njo, v Tonija Sopranova. In potem je neki seksualno se tam celo posilil psihoterapeutko, njegovo ga je kar ubil, ne, ker je Toni Soprano je mafijski botar, ne, tudi dobra nadaljevanka to. V glavnem, Freud pa Jung sta bila tandem udaren, ne, 1909. leta sta skupaj, mislim, da prvič potovala v Ameriko. Freud je rekel, tako modroval je in ve se, celo v dialogu ravno z Jungom, češ, lej, Američani mislijo, kaj mi prinašamo s to psihoanalizo, v resnici mi pa kugo prinašamo, ne. Nikoli se zdaj ni do konca odločilo, ne, kaj je zdaj mislil s tem, kugo jim prinašamo, ne, ker kuga je smrtonosna bolezen, ampak kužna je tudi, ne, zelo hitro se okužijo, ne, smrtonosno, in so vse Američani. Jung recimo je potoval na ladji, še pred potopom Titanika, ne, par tednov se je potovalo v Ameriko, ne, skupaj sta potovala, on je potoval, ker je imel bogato ženo, ne, v prvem razredu, turističnem klasu, ne, kar je bilo takrat zelo markantno, zdaj to počas izveneva, ne, ker delavci težko sploh hodijo na te križarke, ampak magnati pa hodijo, ne. No, Freud je bil v drugem razredu, ker ne da je bil reven 1909. leta, ko so šli, mislim, da je Adler tučil ali Ferenci, kar več jih je šlo, ampak takrat je bil Jung tako rekoč predviden za naslednika Freuda, in potem sta se z leti, v naslednjih 5 letih, tam okoli, ne vem, 13. 14. leta, sta se dokončno razšla, že v Ameriki se mi zdi, da je pokalo. Skratka, pri nas se je ta jungovska šola ful prijela, najbolj znan jungovec je Matjaž Regovec, ne, ki je še tudi psiholog po osnovni stroki in filozof, se pravi, dvojni doktorat ima, ne, iz psihologije,
2015 je on doktoriral in to pri Musku, pa tudi s filozofijo, tam ima pa Jungovca tega Škamperleja, pa na div hodu, pa ga zjebo Silvo Kristan. To je tisk, smo jaz tudi pa dal tinte pit, Kristanu namreč. Tale Regovc je good looking, men, ustanovil ta famozni IPAL inštitut, še vedno danes šarmira, zdaj bo že 60 let star, se mi zdi, ne vem, kjer letnik je po mojem mlajši kot jaz, šarmira te babe, sorry, da tako rečem, zavaja te fenice svoje. Jaz sem bil na enem od njegovih predavanj 2.7 na Rogli, to so bile čisto zadete z njim, te babe v prvih vrstah. Totalno nobene kritike ni bilo, jaz sem to poslušal, pismo mišel, ne da mi je šlo na živce, on je zavajal, on je delal razliko med super egom in nadjazom. Človek božji, nadja si privošči super ega, ampak pustimo, zdaj ne bom glih kritiziral tega ubogega Regovca, ker že jaz kritiziram jungovsko psihoanalitično šolo, ki jo on ob baru, zdaj ne vem, ali se tako piše z 2 ajam, ali si dal spremeniti ime, priimek Mario Bari, tudi eden od teh markantnih, ne bom rekel pionirjev, ampak teh, ki funkcionirajo po teh, bi rekel, jungovskih nekih šolah. Po mojem vsi zavajajo, zdaj Barova astrologija, ta je, mislim, nek moj klient je prišel in rekel, ženo greva na razen, ker je žena bila pri baru in bar je rekel, vi imate, kaj že bilo rekel, Plutona močnejšega od moža, vidva nista za skrb. In baba Buta sta se šla ločiti, pa 2 otroka pstila. Mislim, to je dec noro, tukaj pri meni rekel, jaz ga tožil. Mislim, jaz sem posnetke poslušal, ker je bilo to posnemano, jaz sem se za glavo držal. Kakšne astrološke nebuloze, torej astrološko verjetno korektno, ampak astrološko je pristopil k terapiji, družinski terapiji, kompatibiliziral natalne karte in lepo rekel, vidva nista za skupaj. In se lahko baba se lepo ločila, pstila 2 otroka in se spečala z nekim mlajšim. In pol imela še enega otroka, tudi s tem se je ločila, pol dan danes, to je bilo več kot 10 let nazaj. Mene je glava pekla, meni se je mešal, ko sem te zgodbe poslušal, Mislim, potem pa ta IPAL, to združenje, ta verska sekta, bom jaz rekel, sorry, piše, en delo v paru imajo tam, delo v paru poteka na svetovalni način z izraženimi psihoanalitičnimi elementi. Tudi jaz tako delam, svetujem, pa je veliko psihoanalize, Ampak Freudove psihoanalize, tole, ker je pa jungovsko, sploh ni psihoanaliza, ampak je ta neka, bi rekel, transcendenca, neka ezoterika, astrologija, tam vse neka astrologija, pa še Bog je vturen v to celo zgodbo. In pol pa tle plačaš, Bog ve, koliko to plačajo, ker imaš tle od 1 do 10 nekih seans, srečanj, se reče, so terapevtsko krajše in daljše obravnave in tle se evrčki fejst motajo po glavah tistih, ki zaračunajo to, Koliko megle se pa tam reže, koliko se v temo brca, to pa mben ne pove, ker skrivajo kukača noge, kako delajo, Jaz sem pa posnetek poslušal, glava me pekla, to groza, ni da ni, kaj se tam vse grejo, zato pa to skrivajo, da se ne sme vedeti, kako točno delajo. Tam je ena sama šarlatanska verzija psihoanalize, če se temu sploh reče psihoanalize. Cena je vojna tajna. Vojna tajna je tudi sam postopek terapiranja, če temu sploh lahko tako rečem. Ampak to je ta IPAL, ki je priznan inštitut, dela 30 let že, kjerga leta, 30 let nazaj je to tale
Regovc ustanovo, ne? Bar je pa tudi nek elektrotehnik, ali kaj je že. To so vsi naknadno te Jungovci, ne? Greste gledati, kjer so to. So nekaj čist tretjega, vsi sem tudi jaz načeloma default, ne? Ampak jaz sem psihoanalizo tako študiral, da tisti psihoanalitiki uradni se lahko skrijejo pred mojim znanjem, ne? To pa kar namotajo neka verjetja, imajo potem še te nazive psihološko-astrološko svetovanje, ne? Pa so diplomiranec psihološke astrologije, je pa psihl, ne? Mislim, to sami si dajo neke titule, ne? Si podeljujejo diplome, nazive, recimo Regovci ima titulo kvalificiran jungovski psihoanalitik. Jaz sem pa nekvalificiran freudovski psihoanalitik, pa ne delam tako, kot je Freud delal. Ne vem, kaj si zdaj Regovc misli pri tem, ko jaz to poslušam 30 ur nekih telih videov, sem to preposlušal, že 10 let nazaj, bil na njegovem predavanju 2007 na Rogli, so te dnevi, študentski dnevi na Rogli. In slejte, jaz vem, da gre za klasično versko sekto z verskim gurujem, ne? Tako da jaz sem pač, še enkrat ne rečem, da Junga imajo za postmodernega psihoanalitika, da Freud je bil modernist v psihoanalizi, Regovc prav, da je postmoderna jungovska psihoanaliza pač cool, da to in sploh, v zadnji ima še psihologa, Muska, pa filozofa, ko je že tale Škamperle. Po mojem videnju gre pa za velik nateg, ne? In cela ta klientela Jungovcev je dobesedno ukleščena v to gibanje. To gre za gibanje, za sektaško paradigmo, kjer so guruji, pa posod po svetu, ne samo pri nas, ne, so tisti, ki diktirajo, v kaj vse se bo verjelo, ne. To je dejansko povezano s starim Jungom. Mladi Jung je bil čist drug, ne, je bil zelo freudovski, potem se je pa oddaljil, sploh po Freudovi smrti, ki je oče umrl po leta 39, pa je še imel do leta 61 še veliko časa, da je senzacionalizme plasiral v teorijo, vsi so to nasedli, potem je religijo vturil noter Boga, ne, ko se točno ve, da je Freud Boga odmaknil iz psihoanalize, škoda, da ni vse povedal o tem Bogu, ne, ampak skozi otroštvo Leonarda da Vincija, glavnega ateista srednjeveškega, je Freud razložil, zakaj smo ljudje nagnjeni k verjeti v Boga, ne? Zaradi močnega očeta. Zdaj, ali Bog obstaja ali ne, mi sploh ne moramo vedeti, ne? Vsej variante, kako se govori o Bogu v jungovski psihoanalizi, so tako, ne? Tudi sam Jung je o Bogu govoril na različne načine, ne pa tako, kot Freud to govoril, ne? Torej, mi Boga začutimo že, ne? Ampak to, da bi pa Bog tam imel kakšne prste vmes, ne? Kar je pa logično, če mi pristanemo na astrologijo, kar je fundament jungovske psihoanalize, potem vemo, ali pa je logično, da obstaja stvarnik, ki je zastavil nekaj, ne, kar je kompatibilno z astrologijo. Ne, to je pa absolutno neznanstveno vse skupaj, ne. Zdaj, mladi Jung, po mojem videnju, tudi v filmu Nevarna metoda, se to krasno vidi, kako je on znanstveno delal. Ne, ok, podlegal je kontratransferom, pustimo to. Ampak zdaj je pa polno teh šarlatanskih, nedokazljivih for v jungovski psihoanalizi. Ne? Zdaj, kako je s seksualnostjo pri jungovski psihoanalizi, to Regovc s tem ukvarja, tudi njegov doktorat, tudi njegov predavanje, ki sem ga jaz poslušal, ne? Jaz pa vodilni seksolog, kot jaz njega poslušam, glava peče, ne? Pa pustimo zdaj to.
v originalni Jungovi psihoanalizi je veliko uporabnega. Ne? Recimo koncept teorije kompleksov je zelo uporaben. Ampak šarlatanski balast je pa sesul vse skupaj. Ne? Tako da, po mojem videnju, jungovska verska sekta deluje škodljivo. Vsej kakšni narkomani bi se tam noter fino najdli ali pa kakšne zbegane babe. Se noter vkleščijo pa začnejo funkcionirati. Pa je pa še ta Bog, se spajdašijo z Bogom in vse skup nekako štima, nekaj gre skozi. Ampak to nima veze s Freudovo psihoanalizo. To je treba reči. Če mene ste vprašali, če bi to posnel, evo snemam, poskušam razložiti, da Freudova in Jungova psihoanaliza absolutno nista toliko kompatibilni, kot bi se rado mislilo, pa kot to razglašajo te Jungovci. Mnogi koncepti so uporabni, ampak ta šamanizem, ta alkimija, mistika,